predlagam, da se vse točke naredijo na enih predstavitev in tudi vse točke, vse točke naredimo razpravo enotno, potem pa, kot smo povedali, bomo pa o razpravi prekinili sejo, zapisali si bojo vsa vprašanja, kaj boste lahko danes povedali do danes, kaj ne boste do jutri. Jutri ob 6. se bodo odvadili že zdaj vse predstavnike strank. Svetniški skupin, tisti, ki nimate svetniških skupin, tudi če je samo eden, naj pride eden, to so 1, 2, 3, 4, tisti, ki nimate svetniških skupin, naj pride lahko vaš predsednik, pa eno vas, ali pa en vas, ali pa stari pa predsednik, pa svetniške skupine, pa predsednik. Stranke, če želi, ali pa če želite kodo, pa predstavljati svoj predsednik, pa sejni sobi gor svoj komunalo in pa jaz vse odgovore gre pripravljene. Če se vam pa poraja še kakšno odgovor, dajte, če še šli domov, pa napišite, pa vam nekaj tudi včeraj. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Jaz bom predstavil spremembo odloka o oskrbi s pitno vodo. Naš trenutno veljavni odlok o oskrbi s pitno vodo določa med drugimi tudi način financiranja in gospodarske javne službe in pa obračun storitev. V skladu z uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb je cena storitve oskrbe s pitno vodo sestavljena iz omrežnine in iz vodarine. Zakon o gospodarskih javnih službah dovoljuje subvencioniranje cen. O morebitni subvenciji se odloča z aktom, s katerim se določita tudi višina in vir subvencij. Naš veljavni odlok v 45. členu določa, da se lahko subvencionira cena omrežnine. Medtem ko zakon o gospodarskih javnih službah, kot se že prej povedal, dopušča, da se lahko subvencionirajo vse cene. Torej, ne glede cene, ki se nanaša na omrežnino. Uredba tudi ne prepoveduje subvencioniranja cene storitve, zato je predlagana sprememba, s katero bo mogoče subvencionirati ne le omrežnino, ampak tudi vodarino. Je pa pri tem potrebno upoštevati določbe 3. odstavka 3. člena uredbe, ki določa, da občina lahko prizna subvencijo za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti. Se pravi, tukaj gre samo za spremembo besedila 45. člena odloka. Zdaj predlagano je novo besedilo in glasi: cena storitve javne službe se lahko subvencionira za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti. Subvencije se določijo v skladu s predpisi, ki urejajo oblikovanje cen storitev javne službe. Občinski svet z aktom, s katerim se odločijo subvencionirane cene, določi tudi višino in vir subvencij. Jaz bi sam te še dodal. Dejstvo je, da ste sami ugotovili, da zaradi, še enkrat podaljam, predvsem, lahko so po drugi strani, zaradi enormnega povišanja energije je potrebno skladati odlok v lansko leto, presega specijalno več kot 10% narediti poračun. Sam posebno, ko sem videl te številke, sem bil kar precej zgrožen kot občan, čeprav se zavedam, da je to nujno v vseh zakonih odlokih in sem razmišljal, kaj narediti. In v občinski upravi so mi vsi povedali, da glede na obstoječe odloke ni možno nič, da je treba to poračun dati našim uporabnikom oziroma občanom. Zato smo našli tudi po določenih posvetovanjih z raznimi službami rešitev, da v primeru, če bi občinski svet se odločil, da je pripravljen sofinancirati ta poračun, lahko spremenimo odlok o tem, da tudi sofinanciramo občanom za nazaj, da ne bomo poračuna toliko plačali. V nasprotnem primeru pa seveda imamo možnost, da vse zavrnemo in bolj pač bomo morali na nek način poravnavati izgubo. Spet z proračuna, ki ga nijamo, tako kot verjetno zdaj delate, kako se pod novimi državami s seboj pogajati, kako to bo plačati. Sam toliko, da se ne bomo preveč te sprenavedali, se pa sam zavedam, da je to za občane prehudo, čeprav niso ne občani krivi, ne komunala po mojem, in je prav, da se to sprejme
Seveda pa, kolikor ne bomo tudi pred ostalih točkah bili pripravljeni sprejeti, potem bom ta odlog maknil, ker je res predmetno, da ga imamo zapisati. In pa ostane še vedno, da vse to mora pokriti ali občani ali pa občina, oziroma tudi občina do občani. Na koncu. Zdaj pa, izvolite, če vi. Lepo pozdravljeni, mislim, da vas prvič, ko sem blagor, nisem utegnila pozdraviti, tako da lepo pozdravljeni, skratka še z moje strani. Jaz se zavedam, da je to gradivo, ki ste ga dobili, da je obsežno, pa da je to strokovno največ precej zahtevno. Tako da bi vam želela zdaj, verjamem, da ste ga pa pač prebrali, tako da ne bi zdaj se reč na dolgo, ampak vseeno en povzetek, da pač povemo, kako smo v bistvu sploh te cene skalkulirali. Zdaj predstavljam vam torej poslovni načrt, program kakovosti in pa program izvajanja GLS za leto 2023 in pa potem predlogi uskladitev cen gospodarskih javnih služb. Uskladitev smo namerno dali zaradi tega, ker nekatere cene so predlogi, da se nekatere cene nižajo, nekatere pa pač gredo nekoliko gor. Skratka, mogoče čisto samo za en občutek, torej to celotno gradivo je potrebno gledati kot celoto, zaradi tega, ker so elaborati za oblikovanje cene, so v bistvu osnova za finančni del poslovnega načrta, medtem ko so programi izvajanja gospodarskih javnih služb, so pa podlaga za ta izvedbeni del. Tam noter je pa natančno opisano, torej, kje se bo izvajalo, kako se bo izvajalo način te gospodarske javne službe in podobno. Torej, potrebno je pogledati kot celoto. Zdaj, če gledamo pač na nivoju podjetja celotnega, kakšni so naši cilji za letošnje leto, torej, precej veliko izziva imamo z zagotavljanjem kadrov, predvsem kar se tiče oskrbe s pitno vodo pa pogrebne službe. Imeli smo kar nekaj odhodov, tudi smrti, skratka in podobno. Predvsem recimo na oskrbi s pitno vodo je dober kader težko dobiti, ker praktično šole ga ni. Da pa ti izobraziš en takšen kader, pa je potrebno kar nekaj časa, se pravi, da se naučijo katastra in podobno. Skratka, to predstavlja kar velik izziv, tako da se bomo temu predvsem posvetili. Potem tudi optimizaciji delovnih procesov, če tukaj omenim, mogoče zdaj izpostavim 3 službe, in sicer vzdrževanje cest, vzdrževanje zelenic, javnih površin in pa javno razsvetljavo. To so te službe, recimo, ko smo jih lansko leto prvič, potem, ko so nam bile podeljene, da smo jih upravljali celo leto, tako da smo recimo tam dobili nekako občutek, kaj je še potrebno izboljšati. Tudi jaz mislim, da se pač kot komunala moramo osredotočiti na gospodarske javne službe predvsem, ker jih imamo te, mislim, da že 10. Tako da tukaj je zagotovo še kje kakšen prostor za izboljšave in temu bo prav namenjeno leto, da res smo našim uporabnikom na voljo, tako kot je treba. Digitalizacija je tudi nekako mogoče povezana s to točko in sicer mi težimo k temu, da so strokovne službe opremljene z tablicami, recimo že tudi delavci na terenu, imajo tablice, da se čim bolj zmanjša papirologija, da se, bom rekla, natančnost podatkov, vnos se pravi ti podatki, ki jih našajo, da so čim bolj natančni. Skratka, to je pomembno, da gremo v korak s časom. Zavedamo se tudi tveganj, ki pač so pri našem delu, tako da tudi glede obvladovanja tveganj, da bomo temu posebno skrb posvetili in pa posodobitvi voznega parka, zaradi tega, ker naša vozila so starejša, smo tudi naredili večletni plan nabave osnovnih sredstev, tako da tudi imamo tim za vozni park. Skratka, da se tudi temu potem malo bolj posvetili. Mogoče čisto tako, kakšna bo struktura stroškov v letu 2023. Torej, tako, se pravi, največji del predstavljajo stroški storitev, potem stroški dela, stroški materiala sledijo, amortizacija, potem pa vodno povračilo, recimo finančni odhodki, ostali odhodki. Za ta dva dela v bistvu je to vse bolj manj pokrito z javnimi naročili, tako da na to niti nimamo pretiranega vpliva, medtem ko so stroški dela pa tisti stroški, pač, ki so stroški komunalne. Potem, če gremo naprej, stroški storitev, recimo imamo tudi razčlenjeno. Največji delež zavzema najemnina gospodarske javne infrastrukture, to je tisto, kar v bistvu gre potem občini.
za vzdrževanje se pravi infrastrukture, obdelava odpadkov, ki izvaja podizvajalec Kostak, vzdrževanje cest, javnih površin, podizvajalci, gradbene storitve, zunanji izvajalci. To je vse prek javnih naročil, ker so to visoki zneski in dejansko tukaj je pač vse to je prek javnih naročil speljano. Potem recimo zavarovalne premije so tudi visoki zneski, tisk položnic, recimo take stvari, ki mogoče niti si ne bi predstavljal. Potem razni monitoringi, laboratorijske storitve, te zunanje storitve za vzdrževanje javne razsvetljave, tukaj v ostalih storitvah. Tukaj pa so še potem te razne, se pravi, te obvezni zemljiški pregledi, obvezna izobraževanja, potem so geodetske storitve, kakšno pravne storitve, bančne storitve, skratka, to je pa v tem delu tukaj. Zdaj, če gremo kar naprej na oskrbo s pitno vodo, mogoče čisto na kratko, se pravi, naša poglavitna naloga je, da vsem uporabnikom na pipo pripeljemo vodo, ki je zdravstveno pač ustrezna. Tukaj je v ozadju en cel mehanizem, niči samo po sebi pomembno, od vzdrževanja do kloriranja do vsega. Potem menjave vodomerov, vzdrževanje priključkov, to je tudi, se pravi, noter v programu, je vse bolj natančno opredeljeno. Investicijsko vzdrževanje, tukaj bi povedala, da pač vsako leto pripravimo poročilo o stanju infrastrukture, ki ga potem skrbno pogledamo skupaj z lastniki, se za mnogo let naprej, bom rekla, vse določijo prioritete, kaj se bo katero leto saniralo in sicer to je tudi potem povezano z sredstvi finančnimi, ki so v proračunu. In pa ugotavljanje in zmanjševanje vodnih izgub, tukaj bi mogoče to, da se pravi, imamo zdaj teh vodnih izgub okoli 35%. Torej, to, kar mi lahko naredimo, je to, da okvaro najdeš čim prej saniraš, ampak v končni fazi, dokler je tako nizka cena omrežnine, kot jo imamo mi, ki imamo v bistvu še ne celo najnižjo med najnižjimi v Sloveniji, potem se tudi omrežje, se pravi, ne bo moglo ustrezno sanirati. Se pravi, za saniranjem omrežja, za menjavo določenih kompletnih odsekov se bo pa lahko tudi te vodne izgube zmanjševale, da so malo težje. Pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda bi mogoče izpostavila to, da se bo letos bolj ali manj se bo odrezniti male komunalne čistilne naprave praznjene na območju Bizeljskega, pa še mogoče to, da je tukaj planu nabave 16 kubični zabojnik za odvoz blata na obdelavo oziroma na odlaganje tega mulja iz čistilnih naprav. Zdaj smo to počeli z samonapredalcem, to se je vozilo enkrat do dvakrat na teden. Zdaj bomo pa poskusili z nabavo tega velikega zabojnika, se pravi, tako optimizirati število voženj, kot tudi malo razbremeniti ta samonapredalec, tako da bomo tudi lahko malo skrajšali te čakalne vrste, ki jih imate ali pa imamo za odvoz poslovnega odpada od doma. Na zbiranju in odvozu odpadkov, torej te sortirne analize so pokazale, da predvsem času korone, da smo začeli spet malo slabše ločevati. Zato je v bistvu naša naloga kot naloga komunale, da ozaveščamo uporabnike o ločevanju pravilnem. To delamo na način, da med ostalim, se pravi sortirne analize se dela, da tudi lepimo obvestila na zabojnike uporabnikov in ne odpeljamo odpadkov, če niso pravilno sortirani. Zaradi tega, ker s tem, če bomo pravilno sortirali, se pravi, bo manjša količina zbranih mešanih komunalnih odpadkov, manj bomo na obdelavo pelali, manj se bo odlagalo in so potem posledično lahko tudi nižji stroški položnic. Tako da to je zelo pomembno. Potem ta problematika ekoloških otokov, to se itak bi lahko po moje 3 dni samo o tem se pogovarjali. Zdaj nekako z lastnikom skušamo najti neko dolgoročno rešitev, kaj sploh s temi zabojniki narediti, ker se stanje ne izboljšuje, določene lokacije so kritične, tako da skratka to se dela nek dolgoročen plan, kaj zdaj s tem narediti. Pa mogoče še to, da konec leta bomo imeli dobavljeno vozilo samonapredalec novo, ker novo ima, ne vem, stari ima 100,000 kilometrov prevoženih, skratka bo to nova pridobitev za komunalo. Pri ostalih dejavnostih bi mogoče izpostavila
še sektor za investicije in razvoj. Tukaj sem nekako omenila, da v letošnjem letu je predvsem naš fokus na gospodarskih javnih službah, za kar komunala tudi je v končni fazi namenjena. Medtem ko, kar se tiče sektorja za investicije in razvoj, ki se pa izkazalo v preteklem letu, da pač tudi glede na osnovna sredstva, ki imamo na razpolago, na kadar, ki ga imamo na razpolago, da je najbolj smotrno se držati pač izvedbe inštalacij, torej vodovodnih in kanalizacijskih. Potem pa še mogoče pri javni razsvetljavi bi še izpostavljamo, tukaj smo imeli v preteklem letu kar nekaj zaostankov, to se je zdaj v zadnjih 2 mesecih se je precej izboljšalo, tako da so tudi ni vedno, recimo, če kakšna luč crkne, ni vedno nujno, da je samo žarnica, lahko je kakšna težava na vozlišču, potem spet povezano na investicijo, skratka, tukaj se temu delu moramo še posvetiti, da bomo dejansko čim hitreje odpravljali te napake. Potem pa še kar se tiče hčerinskih podjetij, mogoče beseda, podjetje Ekosocial se bo v bistvu zdaj čisto pravilen termin kilno ali pa tako. Kar se tiče podjetja Zelkom, smo pa že kar nekaj korakov zapeljali v smeri pripojitve komunali. Torej, v preteklem letu je podjetje Zelkom še imelo v teku kar nekaj projektov, tako da se ti projekti zdaj počasi zaključujejo in predvidevamo, da bomo v prvi polovici leta nekje zaključili s to pripojitvijo. Zdaj pa, če gremo na mogoče že projektov, nimamo nekih novih planiranih, so pa to neki projekti, ki so se pokazali za učinkovite, predvsem bomo nadaljevali za zaveščanje naših najmlajših, glih zaradi tega ločevanja in podobno. Zdaj pa prihajamo na priljubljeno točko. In sicer predlog uskladitve določenih cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb. Zdaj tukaj je že župan omenil, da naš odlok določa, se pravi, da se lahko v primeru, oziroma da je potrebno v primeru 10% ali više razlike med potrjeno ceno, to je ta cena, ki trenutno velja, in pa obračunsko ceno, to je pa ceno, ki smo skalkulirali, se pravi na podlagi dejanskih stroškov, pa dejanskih količin v preteklem letu, da je potrebno razliko poračunati v enkratnem znesku v prvih 3 mesecih. Torej, mogoče bi jaz sem tukaj malo repliko, ker to sem tudi na odboru takrat razložila, da mi ne moramo dati poslovnega, se pravi letnega poročila do takrat, dokler ne vemo, kaj bo s to točko. Zaradi tega, ker to gre potem v rezultat preteklega leta in do takrat pač mi gradiva ne moramo dati iz rok. Smo pa pripravili, ne glede na to, smo pa pripravili, se pravi v elaboratih, če ste uspeli gradivo pregledati, je priloga, v vsakem elaboratu je tudi obračunski elaborat na koncu. To ni, se pravi, priloga, ki je potrebna po uredbi MEDO, se pravi, to je uredba metodologije oblikovanja cen, ampak mi smo to kljub temu, glede na to, da obračunsko ceno večkrat omenjamo, smo to vseeno dali noter, tako da ste si vsi lahko pogledati, da ste videli, kakšna ta obračunska cena sploh je. Skratka, zato tudi v bistvu pač mi se izključno držimo odloka in tudi je bilo to, mislim, da na zadnji seji, ko smo bili mi, to je bila julijska seja v lanskem letu, tam smo na to možnost opozorili. Bom še malo pri stroških elektrike več povedala, ampak tudi v gradivu, če ga boste šli gledati, ali pa nekateri ste bili prisotni, pa se še mogoče spomnite, je bilo noter zapisano, da glede na to, da smo bili tik pred novim odpiranjem konkurence za elektriko, smo upozorili, da kolikor bo prišlo do potencialnega povišanja električne energije, da bo potrebno skladno z tem 47. členom odloka pač opraviti enkratni poračun. Tako da to se je takrat opozorilo. Mogoče, če gremo večkrat pogledati samo te stroške električne energije, jaz sem tle pripravila skupaj na nivoju podjetja, potem sem pa izpostavila še oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadnih voda, pa čiščenje odpadnih voda. Te 3 enote sem izpostavila zaradi tega, ker tle so res ogromne količine, se pravi ogromne količine elektrike se porabijo. Mi dejansko črpamo vodo v 4 tlačne cone, se pravi, ker imamo visoko ležeča območja.
Zato tudi nismo, pa ne bi zdaj kaj na dolgo, ampak tudi z marsikatero komunalo res nismo primerljivi. Vem, da znam, če je padla primerjava z Novim mestom, da sem danes govorila z direktorjem Novega mesta in oni dejansko črpajo vodo do prvega do vodobrana, pa me pa že odjemnika Krko, recimo, ki je ogromen odjemalec. In to so vse, se pravi, prihodki, ki znižujejo stroške tem podjetjem in ne moremo primerjati teh cen enostavno. Ker tudi, če bi lahko primerjali cene, bi že država določila primerljiva območja, pa jih je leta 2014 enkrat določila, pa jih je pa nehala določati, ker je preveč neznanih, da bi se lahko to primerjali. Skratka, če se zdaj vrnem na tale graf, recimo to je za leto 21, 22 in potem plan 23, to je realizacija. Če pogledamo skrbo s pitno vodo, recimo je bilo v letu 21 do 157 000 evrov realiziranih, v letu 22 595 000 evrov. Medtem ko recimo na odvajanju pa na čiščenje odpadnih voda, na odvajanju imamo ravno tako črpališče kanalizacijsko, kjer se porablja električna energija, medtem ko na čiščenju imamo pa čistilne naprave, ki so pa tudi precej veliki potrošniki električne energije. Zdaj, mogoče še te cene, da mišljeno se tole prekriva. Malo bi to dinamiko vam želela razložiti, kako je to potekalo. Mi smo imeli, pa če bo predolgo me prekinjeno, bi želela res, da razumete. Mi smo leta, se pravi januarja lani, smo imeli više ceno, zdaj bom visoke tarife omenjala, predvsem smo imeli 70 evrov na megavatno uro. Potem smo morali, ker nam je poteklo javno naročilo, odpreti konkurenco. Takrat smo razmišljali, ali iti v polletno, se pravi, da za pol leta damo javno naročilo ali do konca leta. In v tistem trenutku smo se posvetovali z številnimi, bom rekla, res strokovnjaki in so rekli, da proti koncu leta ponovadi cene električne energije bistveno naraščajo in smo se nekako odločili za pol leta. Dobili smo ceno 280 evrov po megavatni uri in takrat smo šli tudi potem v spremembo cene, takrat s 1.8. Opozorili, da bo najbrž potrebno, če bo, se pravi, dinamika drugačna cene, avgusta ceno ponovno dvigniti. Skratka, avgusta smo potem ponovno odprli konkurenco. To pomeni, ne vem, če veste, po odpiranju konkurence pomeni, da ti imaš po javnem naročilu zbrane ponudnike, 3 ponudnike smo imeli, HEP, Petri in Petrol in potem lahko samo med temi tremi pač jih pozoveš, da ti dajo ponudbe. Odzval se je izključno samo Petrol in nam dal ponudbo takšno, se pravi 790 evrov, kasneje sem mislila, so se zmotili v decimalki, ko sem videla to cifro. Skratka, mi smo njih klicali, takrat smo jih vprašali, če se da popust kakšen zrihtati, ker to smo že uspeli zdaj zrihtati, ni bilo možno. Smo vprašali, če se da zmanjšati, se pravi, ta doba javnega naročila, so rekli, ni možno. Mi čist isti trenutek potem smo šli v, bom rekla, raziskavo trga, kaj sploh lahko dobimo na trgu, ker so se številne komunali soočali s tem, da sploh ponudb niso dobivali več. To vemo, da je bilo res obdobje, ko so bile zelo visoke cene, kar vam je najbolj tudi iz medijev znano, kaj se je takrat dogajalo, da so določena podjetja zapirala svoja vrata ali pa ugašala črpalke, mi tega ne moramo narediti, ne? Mi moramo pač zagotoviti pitno vodo uporabnikom. Tako da smo potem, celo smo vodili po terenu in si ogledali te borzne cene električne energije, skratka, varianta 1001. Nato smo kljub vsemu prekinili pogodbo, ker smo imeli k sreči noter klauzulom, da je edina komunala, da lahko prekinemo pogodbo s 3-mesečnim odpovednim rokom. Tako da smo potem dejansko ponovno se pravi javno naročilo speljali, se ni javil nihče, smo šli s pozivom, se ni javil nihče, tako da mi dejansko do 2 tednov pred iztekom januarja, ko nam je pogodba potekla, nismo vedeli, ali bomo lahko laufali črpalke ali pa ne bomo mogli. Ker enostavno nismo dobili ponudbe, ker nihče ni želel dajati ponudb. Po zakonodaji je bilo rečeno, da nam mora dati zadnji ponudnik ponudbo, ampak ni bilo nikjer odločbe, kaj se pa zgodi, če ti je ne da. In so se pač enostavno odločili, da nam je ne dajo. In so rekli, da jih ne more kaznovati. Skratka, dobili smo ponudbo zadnja 2 tedna, se pravi pred zadnji teden, in smo dobili tole ceno 243 evrov po megavatu. Mi smo potem v tem času res na različne načine skušali
pač čim bolj zajeziti ta minus, ki je v tem času nastal. Mi smo pač uporabniki, nismo morali plačevati stroške električne energije, medtem ko inputa strani uporabnikov pa nismo imeli. Tako da smo za ta namen tudi najeli v bistvu kredit oziroma limit, da smo to lahko premostili. Je pa eden izmed ključnih stvari, ki smo jih naredili, je bila ta, da smo zaprosili za pomoč gospodarstvo. Torej pripadlo nam je 210 000 evrov te pomoči, 260 000 evrov bo še izplačeno do 15. marca, ostalo je bilo dveh obrokih že prej. Mi smo skratka tudi številne določene ukrepe, kot le sprijemam, se pravi od tega, da smo naredili analizo, kako bi se, če se nam splača z agregati laufati, smo tudi zalaufali čistilno napravo z agregatom, pa smo samo v bistvu si z biologijo tam uničili ali pa kakorkoli, tako da ni bilo računice laufati z agregatom. Potem tudi nismo, ker so bili tudi strašni pritiski, bom rekla, sindikatov, zaradi dviga plač, ker 4 leta zaporedoma je šel že dvig minimalne plače gor, mi smo pač dvig minimalca, se pravi vsako leto smo temu sledili, medtem ko je bila uskladitev teh plačnih nesorazmerij, pa kako bi rekla, nazadnje izvedena junija 2021, tako da smo imeli tudi, bom rekla, sindikate za vratom, ampak tudi plač potem lani nismo nič usklajevali na ta račun. Potem smo tudi, ne vem, podizvajalce, ki nam regulirajo, bom rekla, ki pač to delovanje črpali, da se pravi, da bi regulirali te dnevno-nočne režime. Skratka, cel kup enih ukrepov smo sprijeli, ampak to je v bistvu, bom rekla, en plunk v morje te lukne, bom rekla, ki je nastala zaradi elektrike. Potem smo pa, tako da v bistvu, kar se nas tiče, je bilo res narejeno, res vse, kar se je dalo. Zdaj pa, mogoče še to na hitro, pa niti ne vem, če bi razlagala, ko ste si najbrž pogledali, zdaj, če imate željo, kako smo v bistvu skalkulirali to ceno za proračun. Mi smo imeli se pravi, v prvem delu leta smo imeli ceno 70 evrov na kubik, se je zračunalo koliko do skupne porabljene vode, kakšen je bil prihodek, skratka isto za drugo polovico leta, potem se je zračunala povprečna potrjena cena, ki je znašala toliko. Potem smo pa, se pravi, skalkulirali še obračunsko ceno, to imate noter v elaboratu tudi, je znašala 1,07 €, no, skratka, to je, se pravi, na podlagi dejanskih stroškov, ki so nastali v lanskem letu, pa na podlagi dejanskih količin. Se pravi, in za to razliko smo mi dobili premalo pokritega s strani uporabnikov. Zdaj tukaj sem vzela pa čisto en primer, bom rekla, sodelavke, ki so 4-članska družina, se pravi, proračunska cena sem omenila je 27 centov na kubik, mesečna poraba imajo oni 11 kubikov, 132 kubikov je letna poraba, enkratni poračun bi prinesel v tem primeru dobrih 35 evrov. Zdaj s tem predlogom, koliko bo sprejet, ki ga je pa predlagal župan oziroma občina, bi se pa subvencionirala polovica, tako da bi na koncu, recimo v tem konkretnem primeru, bi bilo to 17,97 €, se pravi v enkratnem znesku. To je zdaj čisto odvisno od tega, kakšni porabniki pitne vode ste. Podjetja? Prosim? Podjetja, pridejo to subvencijo? Ne, ta subvencija je pa za, se pravi, za gospodinstva, pa za neprofitne organizacije. Ne. Tako da šole, vrtci, recimo, pa so večji porabniki, pridejo pod to, medtem ko podjetje pa v nobenem primeru nikoli ne pridejo, bo štel za subvencijo. Tudi recimo subvencijo mrežnine, ki jo določa uredba MEDO, pa to so podjetja vedno izključena, žal iz tega. Ne. Tako da to mogoče, potem pa, če gremo pa še na uskladitev ostalih cen gospodarskih javnih služb za leto 2023, tukaj se pa usklajuje recimo tako, če je, se pravi, vsako leto je potrebno ceno spreminjati, če ste si natančno pogledali elaborate, lahko noter tudi vidite, da so tako zastavljeni, moš vedno gledati preteklo pa prihodnje obdobje. In potem se v bistvu zgube ali pa dobički preteklega leta se potem kalkulirajo kot posebno postavko noter se pravi, v predračunsko ceno prihodnjega leta. Tako da, mogoče tukaj, jaz vse najbolj razloge ste si prebrali, tako da jaz ne bi zdaj na dolgo in široko o tem, kar se tiče oskrbe s pitno vodo, je cena, ne? Če ste videli, obračunska cena za 1,07 €,
zdaj nova predračunska je skalkulirana 97 centov. Ne? In ta je recimo, če se že primerjamo, recimo postelj, ki ima trenutno 1,1 evra. Ne? Potem omrežnina, prosim. Lej, tukaj je ponavadi vprašanje. 700 bo imela pa okoli 90 centov. Zdaj trenutno še nima sam kalkulacije, pa delajo. Ne? Recimo Črnomelj, če greš gledat, imajo praktično iste cene, skoraj kot mi. Čisto odvisno, se rečem, ne? Vete, ker ene cene imajo vključene poračune, ene nimajo. Amortizacije so bistveno različne. Skratka, tole bi morali mi cel kontni pogledati po vsakem kontu, da vidimo, kaj je kje drugače. Mi smo recimo pri odpadkih, smo komunala skoraj največ prevoženih kilometrov po tovornjaku. Skratka, tle tukaj enih dejavnikov, recimo pri pitni vodi je ful pomembno, da se upošteva, kakšna je pri primerjavi, če se hotel primerjati, kakšna je povprečna, se pravi, poraba elektrike na kubik. Ne? Skratka, to bi vse mi morali natančno vedeti, če bi želeli se res primerjati. Ne? Tako da te primerjave niso smiselne in tudi, recimo, ko se dela primerjalna analiza na nivoju države, tudi oni ne delajo primerjalnih območij, ker ni možno. To bi oni prvi naredili, če bi lahko naredili. Ne gre, ne? Ker to ni smotrno, ne? Res ne. To je, kar se tiče oskrbe s pitno vodo, potem pri odvajanju in čiščenju odpadne vode se je planiran pač nekoliko nižanje. Se pravi, omrežnine pri odvajanju in čiščenju ostajajo praktično enake, čisto neke minimalne razlike so med te storitve same se nekoliko nižajo. Pri zbiranju in pa obdelavi določenih vrst odpadkov pa je precejšen porast. Pri obdelavi odpadkov je to predvsem zaradi tega, ker recimo konkretno pri obdelavi imamo mi na tem stroškovnem mestu, bom rekla, en kamion, ena amortizacija enega delavca in pa stroške obdelave, ki jih izvaja podizvajalec. To so pa spet tisti stroški, na katere nimamo vpliva, ker so bili izbrani za javnim naročilom. Skratka, vse to je pač kjer se da, pač poskušamo optimizirati stvari, ampak vedno se pa ne da. Pa konkretno pri zbiranju odpadkov moramo vedeti, da je cena, ki je veljavna že iz leta 2013. Ne? Se v tem času marsikaj od stroškov dela in marsikaj se je spremenilo. Zdaj pa še tisto, kar vas najbolj zanima, število, recimo nova položnica, kako bo izgledna. Število oseb v gospodinstvu, vzeli smo 4 osebe, poraba 12 kubikov na gospodinstvo nekje. In zdaj tako, sem vzela primer najnižje pa najvišje položnice, kaj pač naši občani plačujejo. Najnižje položnice plačujete tisti, ki ste priklopljeni na malo komunalno čistilno napravo, ki imate tudi okoljsko dajatev, se pravi znižano vrednost. Se pravi, do zdaj je bila vrednost položnice 41, ali višina 41,44 €, zdaj je predviden dvig na 47,73 €, to je 6,29 € na položnico. Potem tukaj je potem, se pravi, tisti, ki ste priklopljeni na kanalizacijo, pa na, se pravi, odvajanje čiščenja in imate odvoz bioodpadkov. Pa bom rekla, da je takšnih je največ, kaj tudi za Greznico je podobna, takih je največ, tukaj je pa bolj mesto Brežice, je pa razlika v ceni 7,75 €, ti zneski imajo že vsi davek štet noter. Zdaj smo pa malo se še poigrali številkami, pa smo zračunali, to je recimo v primeru te položnice to, se pravi, ni 5 centov na osebo na dan večji strošek, v tem primeru je pa potem 6,5 centov večji strošek na osebo na dan. Ne? In tudi čistko, če pač preračunamo, ne? Še to mogoče, ne meni je bilo to zanimivo, za vse komunalne storitve, ki jih komunala pač opravi, se pravi, od odpadkov, da pitno vodo dobiti na pipo, vse je strošek na 4-člansko družino, oziroma, pardon, na osebo na dan, mislim, da 64 centov. Ne? Zdaj pa marsikdo si za ta denar kupi eno jabolko za zdravje, ali pa banano za zdravje, ali pa karkoli, to je pa le cela tehnologija v ozadju, tako da pa tudi, bom rekla, zdaj dejansko so, sami veste, če ste šli, ne vem, ste dobili račun za elektriko, najbrž ni bil isti, pa pri 2 leti, pa pač morate plačati. Ali pa če gledate v trgovino z vlečko, mislim, da ni več ista cena, ki je bila pač pred enim letom. Mi smo imeli, mogoče še to smo imeli srečo, zdaj ko smo kalkulirali te cene, da smo veliki del javnih naročil, smo skaljali zdaj konec lanskega leta, tako da dejansko vemo, kakšne stroške materijala in storitev pričakovati za letošnje leto, tako da mislim, da so te kalkulacije kar precej realno narejene.
Je pa res, da če pride kakkoli presenetljivega, se pa zato spet potem poračun dela, se pravi, ali navzgor ali pa navzdol. In tako bodo uporabniki pa vedno plačevali tako, ko morajo pač plačevati. Pa še to, ne, mi dejansko temeljimo, se pravi, na uredbi MEDO, na računovodskih standardih, to ni tako, kot je bilo včasih 10 let nazaj, ko se je cena pač določala, tako, kot se je določala, ne. Zdaj se točno ve in je točno predpisano, kaj moraš tam kalkulirati. In tle ni, bom rekla, levo, desno, kaj preveč, ne. Dobro, to bi bilo z moje strani vse. Odbiram razpravo. Izvolite, vprašajte, kaj vidite. Da se lahko jaz pišem, mogoče, ali pa Jaz bi rekel, če želite. pišeš, to bomo pa vidite, ali bomo 1, 2, 3 km naredili, ali bomo vse na koncu. Kdo želi razpravljati, jaz bi prosil, da se kar vsi prijavite. Razpravljamo v paketu, vsem glasovalo se bo potem vsakem posebej, še posebej v točki po odloku, čeprav smo vedno že danes ne bomo glasovali. Prosim, kar prijavljate se, prosim. Sam prije bojo razpravljati. Pa ne bo odloku. Rešimo tak nov žutuje, to tak slabo. Še kdo želi razpravljati? Še bo kdo razpravljal, ali ne bo? Ne bo, vredo, 9 sam razpravljal. Izvolite, zaključujem. Možnost razpravljati, ja pa zdaj prva. Hvala lepa, spoštovani kolegice, kolegi svetniki, predstavniki kolegijev, drugi prisotni. Predstavljam stališče svetniške skupine Gibanje Svoboda, ker še vedno verjamemo, da se lahko dela tudi drugače, bolj transparentno, neizključujoče za vse naše občanke in občane, ne glede na to, kakšen politični predznak se komu pripisuje. In ravno Komunalna Brežica je eno tistih občinskih podjetij, v katerem zna marsikdo kaj povedati, in kot je danes zaposlena, lahko rečem, da so informacije ne vedno točne in prave, kar se tudi mi zavedamo in vemo, da ima komunala, pa naj si bo to tudi na oblasti leva ali pa sedaj desna opcija vedno negativno predznak. Želimo pa pojasnila, kaj je danes drugače glede izvajanja javne gospodarske dejavnosti Komunalne Brežice, kot je bilo za časa KOPA. Ali res danes Komunalna Brežica izvaja samo netržno dejavnost, ker zaradi tega je bila ustanovljena, ali je velik del poslovanja ravno tržna dejavnost, zaradi česar je bilo podjetje KOP tolikokrat pribijeno na križ in je veljalo za netransparentno in neučinkovito. In zakaj je Komunalna Brežica oziroma občina ustanovila še 2 podjetji, in sicer Zelkom in Ekosocial? Kaj dobrega sta ti 2 podjetji naredili za občanke in občane? Katere dejavnosti izvajajo ti 2 podjetji? Zelkom smo eno osebo ustvarili po uradnih podatkih Ajpesa za leto 2020 860.000 evrov čistih prihodkov iz prodaje in izgubo v višini 15.000 evrov. Naslednje leto pa so bili čisti prihodki iz prodaje 380.000 in čisti dobiček v višini 7.400 evrov. Rezultati iz leta 2022 še niso znani. Bomo pa pred odločanjem o novem dvigu cen komunalnih storitev natančno pogledali rezultat poslovanja z Zelkom še za leto 2022 do 31. marca bodo namreč rezultati že znani in pozivamo občino, da nas njimi seznani čim prej. Večkrat je bilo poročno, da je vsaj podjetje Zelkom nastalo izključno zato, da se preko njega najemajo naši izvajalci, ki so potem izbrani izvajalci za komunalo in da to podjetje Zelkom ni podvrženo nadzoru Računskega sodišča in poslovanja po pravilih zakona o javnem naročanju, kar pa oboje velja za komunalo. In še enkrat, glavni argument občine Brežice v prid ustanovitve javnega podjetja komunala je bilo ravno ta, da bo nova komunala izvajala gospodarske javne službe v dobro vseh občanov in občanov. In kaj imamo sedaj? Imamo planiran KOP, na katerega so padali očitki občine Brežice, ki je mimo glede še zdaj solastnik KOP-a, da boste podjetje praviva stroška poslovanja iz tržne obreme javne dejavnosti. Na odboru za gospodarske javne službe predsednik gospod Ferdo Pinterič spomnim, da je bilo število zaposlenih na komunali na začetku okoli 45, takrat ko je veljalo, da bo komunala izvaja samo javne gospodarske službe. Danes pa ima komunala preko 90 zaposlenih. In zdaj današnjim točkom dnevnega reda, ko naj bi odločili o pokrivanju negativnega rezultata na postavki vodarina in ko naj bi odločili o dvigu komunalnih storitev, ki so nas kar precej fascinirali. Namreč zadnji dvig cen komunalnih storitev se je zgodil 1.8.2022,
ko so verjetno bile podražitve posledica dviga cene energentov, elektrike, plina, nafte in derivatov, za katere pa vemo, da so v kasnejšem obdobju, kot smo že slišali, bile regulirani in torej neposredno več ne vplivali na dvig cen. Izguba na vodarini v višini cirka 300.000 evrov pa je posebna zgodba, ker je potrebna tehtna analiza, zakaj do tega prišlo, ko pa je bila nova cena določena in izračunana iz realnih postavk, predstavljena z elaboratom v mesecu juliju 2022. V svetniški skupini Gibanja Svoboda zagovarjajo predlog občine, da se del te velike izgube v višini 300.000 evrov pokrije iz proračuna in donesemo predlagani 162.000, ampak vsaj 200.000. Člani in občani niso krivi za to izgubo. Oni niso postavili cene, oni niso kadrovali, oni niso nazaj v službo jemali ljudi, ki so se vračali iz političnih zaposlitev nazaj v občinsko gnezdo. In ni pošteno, da bo zdaj izgubo breme občanov. Je pa res, da če tudi občina ta minus, kot je že povedal župan vodoma, pokrije, da bomo posredno stroške tega nosili občani, ker bo na drugi strani manj denarja za otroke, manj denarja za mlade, manj denarja za podjetnike, manj denarja za starejše. In za konec samo še to, da danes v naši svetniški skupini ne kažemo s prstom na delavke in delavce na komunalne Brežice, ker mimo grede se je po Brežicah v teh dneh slišalo, da naj bi zaposleni, ko bodo cene komunalnih storitev ustrezno dvignjene, prejeli višje plače. Če pa se dvig ne zgodi, pa se zaposleni plače ne bodo povišale. V naših očeh zaposleni niso neposredno odgovorni za nastalo finančno situacijo in si svoje plače zaslužijo in zaslužijo si tudi dvig plače glede na stopnjo inflacije in rast cen življenjskih stroškov. Hvala. Ja, hvala za besedo. Moče tako dopis to povedal bolj po točkah. V bistvu, da imam kolega, ki me spomin navara poletnica leta 2011, ko je prejšnji izdajalec gospodarske javne službe KOP od 2004 do 2010 vsako leto, ko je laborator predstavljal predlog o povišanju cen, katera, bom rekel, ni bila uslišena zaradi omenjenega kolega, ki je rekel na zadnje, še posebej dobro znamo, povište notranje rezerve. Sigurno so notranje rezerve v podjetju, da boste to zelo pokriti, kako to ne bo pokril občinski proračun ali občani. Mogoče se v tem delu strinjamo, danes se pogovarjamo, torej bo popolno drugačno, kar da niti ne čudi. Govorimo pa o izgubi 40.000 delov KOP, ki je bila v reku potem bolj bonusov za upravičevanje ustanavljanja javnega podjetja. Javno podjetje imamo, tudi dobili smo ga pod predstavno z boljšega izvajanja boljših storitev. Kopovi kamioni so znali veliko razvoziti, tudi pobirati se ljudi, tudi če ni bilo vračališč, zdaj so momenti mogoče malo drugačni. Ne bom se spuščal v samo konstrukcijo vozil izmenjalnikov, če imajo pravno predstavljanje, nimajo. Zdaj, ko sem spremljal razložitev direktorice Jadranke, imam konkretno vprašanje, na katero bi želel gor. Ostali stroški, tam so bili, mislim, da pravne stvari to. Pa glede na to, da so tretji po velikosti stroški v strukturi cene, pa bom rekel v bilanci, bi si želel to razčlenitev stroškov. No, potem smo bili v bistvu tudi seznanjeni za 35% odstotkov izgub pitne vode na naših vodovodnih sistemih. Zdaj nimam pred sabo vseh teh planov, pa da smo vedno imeli omenjeno zmanjševanje vodne izgube vsem tam. Zdaj, če to na hitro pogledamo, pa če na podatki ne varajo, da ne bom koga zavajal, prosim tudi za ta podatek, mislim, da nekje več od milijon kubikov načrpanih v letu, pa če imamo 35% izgub, pa če je v bistvu elektrika zelo velik strošek, ki zdaj v bistvu nam narekuje te podražitve, si lahko na hitro izračunamo, koliko brez potrebno potrošene energije električne imamo za teh 35% izgub. Potem v nadaljevanju imamo zopet tiste
da se zdaj pač v tem času korone zmanjšalo, smo postali bolj nedisciplinirani, kar se tiče ločevanja podatkov. V bistvu smo pa v preteklosti pred korono, pa se bojo tam moji kolegi svetniki, ki so že bili v prejšnjih mandatih, strinjali smo poslušali vedno o kvaliteti, kot rekel, stop. To se je primerjalo z prejšnjim izvajalcem gospodarskih javnih služb, pa z zdajšnjim, kako so boljši, kako več ločujemo, kako so naredili vse, za razliko od prejšnjega podjetja, da smo zelo dobri v tem. Mislim, da na ceni se nam bistveno ni poznalo nič. V tem, bom rekel, naše dobre ločevanje odpadno. Zdaj pa bom rekel, se bomo pa spet potrudili, da bomo nazaj dobro ločevali, pa se bi znalo poznati pri tem. Močno dvomimo, da se bomo veselili. No, zdaj pa mogoče ta zadnja točka tega, bom rekel, manevra, takrat želje Nemčigave o ustanovitvi ZERPOM-a. Bi me pa zanimalo v tem obdobju delovanja tega podjetja, da se v bistvu tudi naredi ta analiza upravičenosti. Nekaj takrat smo imeli prav to, se strinjam zelo z Zevnikovo. Je bilo vse to, da bo drugače, kot je bilo, pa se bojim, da je še slabše. Hvala. Kaj pa čisto reči? Ja, malo beseda. Zdaj mogoče, jaz sem se hotel sicer dvakrat prijaviti enkrat v imenem odbora, pa bi mogoče še tudi sam. Pa bom prvo pa mi vam združiti. Če sem za pojasnil, odbori so soglasno potrebili oba odbora, kajti po skladu z zakonom in po poslovnikom se šteje samo opredeljeni in nihče od odborov ni bil proti, kar prav, da povedo, da javno so bili na odborih vse slepi soglasni. No, soglasni niso bili, drugič pa bomo pač tisti, ki so bili državni, morali glasovati očitno proti, ne? Da bo potem jasno, kaj je to potem. Vemo, kakaj so zdaj, parlament je tak, ne? No, ampak vseeno bo štartiti iz odbora, zato ker na odboru, tako kot sem že prej rekel, je bilo postavljeno kar nekaj vprašanj, nekatere nismo dobili odgovora, nekaj tam, pa tudi danes jih nismo dobili. Pa da ne bo ostalo to v zraku. Zdaj, kot prvo, problem tega, da v bistvu nimamo celovita pregleda poslovanja komunalne za 2020 leto, je tak, da je zelo težko sicer razpravljati po zadevah, ampak bom rekel iz tega, kar parcialno imamo, pa vendar ne. Recimo, zdaj to današnje izvajanje. Če pogledamo predračunske, novoračunske stroške izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo za preteklo računsko obdobje, vidimo, da je to za stroške električne energije predračunska vrednost 380 000 evrov. To je pravilno, da. In da je sedaj obračunska vrednost, se pravi tisto, kar naj bi se dejansko uporabilo, je pa ta strošek električne energije 595 000. Hkrati je pa to povedano tudi danes, da je pa kot posebna državna pomoč zaradi te podržitve elektrike bilo priznanih 210 000 evrov, ki jih bo komunala dobila. Nekaj jih je že, nekaj pa še bo. Se pravi, če se štejemo znesek 380 000, ki so bili predvideni, načrtovani kot strošek, in teh 210 000, ki niso bili sigurno ne načrtovani in predvideni, če se pri sprejemanju načrta to še ni vedlo, potem dobimo številko, ki je 580 pa nekaj tisoč. Se pravi, razlika je v bistvu samo za 5000 evrov. Se pravi, kje je zdaj tista druga razlika, da je nastalo, ne vem, teh 300-400 000, koliko sploh ne vemo, koliko izgube. Tudi na odboru nismo dobili odgovore, koliko je te izgube. Drugo, kar je, če grem po teh točkah, je razvidno, da v bistvu so tudi stroški dela. V lanskem letu bili planirani 254 000, pa so dejansko bili zdaj 287 000. Skupni splošni stroški, kjer je sektor uprava in tako naprej, so bili planirani 275 000, pa so zdaj 313 000. Se
Se pravi, da so, bom rekel, veliki procenti povišanja, ki ne izvirajo iz elektrike. Se pravi, vse ni tudi v tej tako upevani elektriki. In zdaj, če se pa nadovežem na to, kar je gospa Zemnikova izpostavila, ker je izpostavila koliko in to primerjavo in kje so zdaj te razlike. Ja, dejstvo je, da na kogu je cel komunalni sektor, se pravi vse javne gospodarske službe, upravljalo 45 ljudi. In teh 45 ljudi je prvotna komunala tudi prevzela. Več jih ni prevzela, zato ker niso upravljali te dele. Jasna stvar, zdaj jih je pa 90, skoraj 100. Se pravi, kaj zdaj še enkrat večje moštvo v bistvu počne, tega ne vemo. In to sigurno ima vpliv na neke cene. In jaz mislim, da plus tega je pa dejstvo, da niti eno leto, pa sem bil 10 let direktor tega kopa, mi iz občine nismo dobili dobene dokapitalizacije, pa dobenega denarja. Komunalne pa vsako leto dajemo denar, dajemo dokapitalizacije. Za vsako stvar, ki jo rabijo, pridejo sem. Mi smo pa takrat dejansko iz tistih sredstev, ki smo jih imeli, smo gradili boljši zbirni center, smo celo občino opremili z temi zvonovi in tako naprej. Se pravi, tle se nekaj dogaja, tle nekaj ne more štimati. Enostavno ne gre skupaj matematika. Je pa dejstvo, lete, samo 2 dobre službe plačane, ki mogoče niso potrebne. Na 5 minut smo omejeni. Ja, stanejo letno vemo koliko, 50-60 tisoč. A smo to mi občani dolžni plačati? Zakaj? Če ne rabimo teh ljudi. Ampak teh ljudi ni samo 2, 3, jaz mislim, da je veliko. In zakaj ta komunala, če je že naredila izgubo, ne pripravi nek sanacijski program? Tisto, kar je bilo zastavljeno na odbore, je bilo tudi vprašanje. Pri lanskoletnih podržitvah, ki smo se pogovarjali na občinskem svetu, je bilo rečeno, kako bo še nek program nekih, ne vem, ukrepov, tega, onga, tretjega. Od teh ukrepov jaz ne vidim tukaj nič. Dobenih zadev. Ja, zdaj bi prosto zaključ. Moram pa replicirati, no. Vidim, da gre za ponavljajoče se laži, ki zelo... Pa kakšne laži? A smo mi lahko... Ne, bom ti odgovoril. Ja. Bom ti odgovoril, kakva razlika ima med kopom pa med komunalom. Takšna, da smo imeli pol nižje cene, da ni razna občina dati 3 centa iz proračuna. Takšna da razlika. Ne, sam malo. Res je, da ni takrat občina dala iz proračuna denar direkt. Vendar treba vedeti, da je bilo takrat zakonodaja drugačna. Pri vas se je zbirala vsa, tako so se zbirala vsa, v bistvu ni bila omrežnina, ampak je bila amortizacija in pri vas so se zbirale takse. In ste vi, ker niste dobili iz proračuna, ste si avtomatsko poračunali vse takse in pa tudi amortizacijo in veste, da celo smo imeli enkrat celo tožbo tega, kar pomeni, da ste si vi avtomatsko sami te stvari poračunali. Danes smo morali podjetje občini nakazati omrežnino v višini amortizacije in s tem denarjem mi investiramo v nove vodovodne sisteme. Prav zaradi tega, ker vam ni občina nakazovala, oziroma ste vi to denar porabili za svoje delovanje, imamo danes še vedno preko 70 km salonitnih civi, ki jih niste menjali in še marsikaj drugega. In ne se to spremenilo. Druga stvar je, ne se spremenilo, da da je bilo samo 45 ljudi delalo. 45 samo malo. Vidim, da še zdaj niste pozabili tega kopa vašega. Pa še druge stvari so bile. Kar se tiče ljudi, res je bilo 45 ljudi na javnih službah, vendar ste pozabili, da je bilo še vsaj 18 ali 20 delno, ki so bile tudi plačene, ki niso bile kot javne službe, ampak so bile plačene kot režijske službe. Tudi to od direktorja, ne vem, kaj se računalo, ampak to vam bo verjetno točno vrlan povedati, če danes, kar pomeni, da bo bistveno več. S tem, da treba vedeti, da takrat nismo prevzemali vodovode, smo imeli samo vodovode v centru Brežic, kjer je bistveno manjše stroške. Danes vemo, da smo jim kup vodovodov
podeželju sprejeli v upravljanje, zato ker je relativno malo prihodkov po veliko stroškov. Tako da jaz ne zagovarjam komunalov, da treba se razčistiti stvari. Ne pa danes tu ljudem vljavati pred javnostjo pa vsemi stvari, ki niso bile takšne, kot je. Druga stvar, ki še je, veste, da smo morali ustanoviti podjetje javno komunalo tudi za spremenjene zakonodaje. In je bilo potrebno ali pa razpisati s koncesionijo. In jaz sem prepričan, če bi danes smel koncesionarja, pa ni bilo takrat nekaj vprašanja, ali bo sploh komunala dobila pitno vodo, ali pa kdo drug, razen seveda bil je predlog temu prilagoditi tako razpis, da se ne več drug ne prijavlja, da bi bili najbolj ugodni, oziroma ne ni možno, da bi bili najcenejši. In tega nismo naredili. Smo upoštevali zakonodaje in smo stvorili javno podjetje. In ni noben problem, da je bilo javno podjetje urejeno, danes pa moramo samo ugotoviti in pa stvari urediti. In mislim, da tako navedanje, kar nam danes govorite, je nekorektno do vseh, je prav, da javnost tudi ve, da ni bilo to vse tako, kot je bilo rečeno. Prosim pa naprej. Se oprečujem, ampak glede na to, da so to kar hude okrožbe, da lažemo, ne? Jaz moram pojasniti. Kar se tiče teh taks, ne? Iz teh taks, amortizacija in takse, vsako leto se je dal program na občino Brežice, ki ga je občina tudi potrdila in iz teh sredstev je bil grajen Borš, zgrajena je bila cela ulica prvih borcev, obnovljena kompletna infrastruktura in vsa ta sredstva so bila vložena v obnove, se pravi ne za delovanje, v obnove infrastrukture. Tako da tu jaz prosim, župan, da to manj za poplačilo razlike. Niti slučajno. Bojo dajo odgovore, koliko kasneje. Jaz sem bil tudi izvan s tem, da živim, pa če Prejmo šlipčiti naprej. Vse bo pomagalo, gospod Kalano, gospod še bomo poiskali, potem se lahko tudi zagovarjamo, ne? Bomo poiskali bomo danes gledali tudi vsem to, da se da lahko primatiramo ležiče, pa v to verjameš pa tak. Vse bomo poiskali. Hvala za besedo. Jaz sem bol negativen, oziroma noče biti negativen, noče kažem sprosto na dobeno osebo ali karkoli rekel izpalo, kaj na nove, ampak dejstvo je, da minus vseeno malo vojke za komunalo oziroma za to poslovanje. To je ena stvar, druga stvar je pa tudi dejstvo, da COVID je bil, COVID je naredil nekaj dejansko tudi nekaj posledice, ampak vseeno sem v času povedal tudi vedel, da bo energetiki vse so pošli nekaj gor. Tle mene tudi zanimanje komunala še takrat razmišljala na nekih scenarij B, C, kaj in kako bi se lahko nas zbirali, danes ne bi bilo takih problemov oziroma takih sorte minusa, kot je pač prikazano. To je ena stvar, druga stvar, da zanimanje, ali je komunala v reševanju problema naprej, seveda, če bo pride skozi na podlagi proračuna in položiti tudi plan B, C, kako poravnati ta dolg. To je druga stvar, tretja stvar je pa ta, da jaz osebno nisem prepričan, da je ta dolg samo zaradi energentov pa teh stroškov. Moje mnenje je tudi, da te dni dobro tudi nekje ljudje uhajati, oziroma nekam stran iti. Zanima me pa na tej točki, ali je možnost strani komunalne dobiti mesečno poslovanje za leto 2022, vsak mesec posebej, kam denar uhaja, oziroma kakvi so prilivi, kakvi niso prilivi in kako dejansko komunala posluje. To je z moje strani. Hvala. Hvala. Samo ocenjujem, prav tako naša svetniška skupina, da je za odločanje tako pomembnih temi dejansko potrebna zadostna količina bolj konkretnih podatkov in bolj zadostna strokovna sama za razpravo. Trenutno posredujemo samo izjave o predvideni izgubi v javnem podjetju Komunalna Brežice in elaborate. Na podlagi 6., 7. in 13. člena odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalna Brežica je potrebno do 31.3. tako strani poslovodnega organa, kot tudi nadzornega sveta podati poročilo o delu podjetja in poslovnih rezultatih za preteklo leto in brez natančne analize vseh teh poročil, se pravi posamično, kumulativno, dejansko ne moremo z gotovostjo zaključiti, kaj se je zgodilo v preteklem letu in kakšni so natančni in bistveni razlogi za finančno stanje podjetja.
Predvsem se bi pa pozabavili na zaporočili na stroškovni strani. Konkretno bom omenila samo to, da je v gospodarsko javno službo vključena obdelava mešanih komunalnih odpadkov in poslovnih odpadkov. Dejansko so obdelavo izvedli podizvajalec z lastnimi sredstvi, to je Kostak, za leto 2023 delno tudi Kontek za poslovne odpadke. Pregledali smo vse pogodbe, ki so bile objavljene na e-naročanju in ugotovili, da se je dejansko cena zvišala za 7%, iz 141 evrov na tono na 151 oziroma 152 evrov na tono. In na te stroške so pri gospodarski javni službi obešeni tudi tako imenovani interni stroški komunale, kar je razvidno iz poglavja 19 elaborata. Od vseh stroškov odštejemo storitev obdelave komunalnih odpadkov, ki so stroški tudi izvajalca, in sicer iz cirka 91 000 evrov na cirka 152 000 evrov, kar predstavlja dejansko 67% povišanja vseh teh stroškov, se pravi stroškov same komunale. Skratka, stroške je potrebno natančno opredeliti, pregledati, ovrednotiti in ugotoviti, kaj se skriva za temi 67% povišanja stroškov poročilu. Prav tako nam niso znala preteklo poročilo posodobnih organov z opozorilom nadzornemu svetu in vodstvu občine o nastajajoči izgubi. Kdaj je pripravo podjetje prvič zaznalo resne težave, ki bi lahko kazali na takšen poslovni rezultat, kdaj je prišlo do prvega signala o enormnem povečanju stroškov in natančno na kakšen način se je v tistem trenutku ukrepalo in iskalo rešitve. To pomeni, kdaj se je obvestilo strani poslovodstva komunale nadzornike, kdaj se je obvestilo občino. In na koncu o natančni številki izgube komunale Brežice lahko konkretno govorimo po 31.3., ko bodo natančno znani poslovni izidi in sicer kumulativni zaključni račun. Govorimo o možnem sanacijskem programu, o možnosti izčrpavanja notranjih resursov za sanacijo. Skratka, želimo izčrpati vse možnosti poznavanja slabega rezultata in seveda ugotovitev, kako bi se lahko to saniralo drugače, kot iz sredstev proračuna in za povečanjem na položnicah občanov. Ko bomo izvedeli to, bomo lahko mirni in mirne duše posanirali zgodbo tako, kot se zagre. Hvala. Hvala, hvala za besedo. Jaz moram reči, da sem dolgo pa odgovoril direktorice, ki je malo lažje zdaj to vse skupaj razumeti. Bi pa tako rekel, jaz bi se malo prijetno na storitve, ki jih je komunalno izvajali v preteklem letu, čiščenje v, mislim, poštnega družbe in tako naprej, o tem smo hkrati govoriti, kakšno je bilo. Storitev preko nekvalitetne in tako naprej, da ne bi tako bilo časa. Druga stvar zelo pomembna, leta 2021, če se prav spomnim, so dobili pravni subjekti poračun za napačno vročinavanje vodarine, se mi zdi. Dobili so letne položnice, določeni pravni subjekti 2500 evrov, 1200 evrov in tako naprej za nazaj. Določeni ljudje so to plačali, določeni ljudje so šli do odvetnikov in dejansko niso rado tega plačali. To je, rekel, tak, ne vem, kak ne rečem, Texas bil, se mi zdi. Jaz bi samo rad, tako ki bo danes rečeno, da se dejansko jutr dejansko usede, da se dejansko dajo številke na mizo, celoten program in tako naprej, da se najde rešitev, ki bo enkrat celovita, pa bo rekel tako nekako res napisana, koliko se zagre. Pa še zadnjo stvar, sam še tako malo nasplošno. Občina Brežica je ustanovitelj 16 javnih zavodov in tako naprej. Kaj, če se bo zdaj še kakšen javni zavod prijavil na kakšno zgubo? To bo potegalo, recimo, en tak val teh problemov, ki smo bili deležni za koronavirus. Ja, gledajte, vsi vrtci pa šole se poverjavali za izgubo. In bomo enako imeli točno na naslednji seji, ko imajo tudi oni izgubo za tega, ker so višji stroški, plač in pa vsega ostalega. In ali bomo priznali višje cene, ali bomo imeli pa enako si izgubo, že zavanje je pravi. Toliko sem, da upozorim. Gremo pa naprej. Taša Sagan. Hvala za besedo. Jaz bi imela pa vprašanje, jaz bi upozorila na to, kar se je dogajalo na krajevni skupnosti v lanskem letu.
Komunala je prevzela vzdrževanje javnih poti, ki so bile prej upravljene v krajevni skupnosti. Krajevne skupnosti so prej dobile predračun za vsako zadevo, za vsako pot, za vsak kanal, za katerega so se odločile, ker bi se vzdrževal. Dobile predračun, glede na predračune so se odločile, kaj bodo vzdrževali in kaj ne. In skladno s tem dobilo tudi takšen račun. V lanskem letu je vzdrževanje javnih poti prevzela komunala. Prosili smo ravno tako kot vsa leta prej, da glede na to, da se mi smo še vedno kot krajevni skrbnik fonda, ki je namenjen vzdrževanju poti, dobijo predračuni za predvidena vzdrževanja, ki so za nas bila takrat pomembna, kritična. Dobili smo predračune in po pridobitvi teh predračunov so se krajevna skupnost tudi odločila, kaj se bo vzdrževalo v teh javnih poti. Naknadno pa so prišli računi, ki so bili bistveno višji od takratnih predračunov. Se pravi, da sama krajevna skupnost več nima tega zneska v upravljanju, ker več ne ve, kakšen bo na njena predvidena vzdrževanja in prijete predračune dejanski strošek vzdrževanja. Te cene so odstopale ne 10%, ampak bistveno več in pribitek je bil narejen pri splošnih stroških. Se pravi, da se mesečno ta pribitek spreminjal, zdaj ne vem na kakšni osnovi, tako da dejansko krajevna skupnost ne more oceniti, koliko bo njo zneslo vzdrževanje ene poti, glede na tisto, kar dobi izračunano s tem komunalom. Tako da meni se zdi v bistvu absurd, da še sploh upravlja krajevna skupnost s temi sredstvi, kot takimi, ampak in jih dobi dodeljene glede na kilometer v Varino, da dejansko ona ne more več vplivati na to, koliko bo dejansko njo prišlo vzdrževanje te poti. Tako da ta del se mi zdi tudi problematičen, da dobiš občutek, koliko mu zmanjka, pač toliko si zaračuna dodatka pri splošnih stroških in pokrije ta del, ki mu manjka. Tako da jaz bi prosila tudi za pojasnilo glede tega, lahko da je bilo tako dogovorjeno na občinskem svetu, jaz nisem bila takrat v občinskem svetu, me pa to šokiralo, ko sem dobila račune za vzdrževanje poti, glede na predračune, ki smo jih pa predhodno zahtevali. Hvala. Hvala, Igor Dočić. Ja, hvala lepa. Zdaj, jaz, če ne bi bil danes to prisotni, ne bi verjel, da so takšna dejstva, ki so bila izpostavljena mogoče. Na eni strani, imamo neko svetovno gospodarsko krizo, mogoče kot posledico COVID-a, posledico vojne v Ukrajini. Na drugi strani imamo predsednika vlade, ki je strokovnjak za energetiko, pa vendar danes slišimo direktorico komunalnega podjetja, da javnemu komunalnemu podjetju vede majhno kraju, nobena firma ne želi prodati elektrike. Jaz ne vem, ali naj temu verjamemo, ne. Ker dejstvo je, da je ta vlada subvencionirala oziroma omogočila pomoč preprodajalcem elektrike, in to milijardo poroštov. Na drugi strani vsi vemo, da plačujejo prebivalci, plačujejo firme. Kam gre ta denar? Meni je to obupno, nenormalno stanje. Na drugi strani se pa znajo tisti, ki proizvajajo elektriko, sploh v nuklearni, pohvaliti s tem, da imamo v nuklearni elektrarni najnižjo proizvodno ceno električne energije, da se splača zgraditi še eno nuklearno. Tako da tu smo v enem totalno konfuznem stanju. Jaz mislim, da najprej si moramo razjasniti, kaj je vzrok tega stanja, potem pa seveda lahko odločimo, ali je to v redu, pa bomo kompenzirali na enem koncu ali na drugem koncu, bodi si s cenami vodarine oziroma komunalnih storitev ali z dokapitalizacijo javnega podjetja. Jaz nisem prepričan in tudi nastop direktorice, po tem, kar sem slišal na julijski seji občinske sveta, ni prepričal o tem, da so bili načrti komunale,
ki se tičejo bodočega poslovanja in kalkuliranja cen elektrike dobri. Namreč vsi vemo, kakšna je situacija vsaj na mednarodnih trgih električne energije. Jaz mislim, da lahko po domače sklepamo, da se je julija pač tu povišala cena recimo za volitve, danes pa plačujemo, ali pa je bila neka predvolilna cena, danes pa plačujemo volilno ceno. To je lahko ena razlaga. Na drugi strani je dejstvo, da ta veliki projekt naše komunalne Brežice ni tako uspešen, težko in z muko poslušam to, kak se bo zdaj pripojilo podjetje Zelkom z enim zaposlenim 6.000 evrov prometa. Očitno je, da to podjetje ni bilo, da je bilo brez veze ustanovljeno, da je bilo to škodljivo za poslovanje našega javnega podjetja komunalne Brežice in danes to verjetno spoznavajo tudi drugi in da zdaj želijo nekako pripojiti in zadeve po mestu pripravo. Na drugi strani spet slišimo podatke o velikih izgubah vode. V našem omrežju 30% vode se izgubi na ta ali manj način. Kam gre, koliko je narejenega na tem področju, jaz ne vem. Očitno ne dovolj, ampak jaz mislim, da vseh teh miškulanc in slabega načrtovanja, tudi ne nazadnje, teh pač stroškov ne moramo prevaliti na naše občanke in občane, ne na drug način. Vsaj jaz tega ne bom podprl, tudi če me na križ previdi. Jaz pravim, za izhodišče potrebujemo zdaj najmanj letno poročilo, da vidimo, kje smo v tem imamo podjetju. Očitno ima pol milijona izgube. Direktorica je sama povedala, ne more še dati letnega poročila, očitno tudi osnutka, dokler ne bo to sprejeto, kar je predlagano danes na seji, ampak danes, hvala Bogu, to ne bo sprejeto. To pa zato ne, ker bi radi to vse notro ukalkulirali, da bi bile tiste številke nekako lepše in da bi se na koncu mogoče postavljali pred komerkoli tudi občankam in občani in bi upravičili takšno poslovodenje in takšne cene, kot se predvidevali. Jaz mislim, da potrebujemo najprej letno poročilo, po letnem poročilu, pa seveda vidim, na kakšen način to izgubo sanirati. Ali bo to šlo do cene, jaz seveda tega ne bom podprl, bom pa podprl pokrivanje zaradi tega, ker bomo prisiljeni verjetno v to, vsaj na neki načelni ravni za neko dokapitalizacijo, ki smo priča vedno znova in znova vsako leto. Tako da jaz sem nekako razžaloščen, da imamo takšno situacijo s to našo vodo, mislim, da se pa ne samo vodo, tudi ostalimi komunalnimi storitvami. Vesel sem, da smo šli seveda s temi trendi tudi mi naprej, da ločujemo odpadke in da tudi seveda treba opozarjati občanke. To so trendi, ki so tako ali tako regulirani, ki jih država zapoveduje in tega se držijo vse komunalne v Brežicah, zaradi tega, da je to v Sloveniji, zaradi tega, da je to pač neka zakonska in podzakonska obveza. Ampak vendarle mi moramo zagotoviti tudi smotrno pa neko normalno poslovanje tega javnega podjetja, da ne bomo vedno znova in znova zapadali pod razne dokapitalizacije, pod razne zvišanje cen in da bi to dosegli, bo očitno potrebna še nadaljna razprava v zvezi in s tem podjetjem in nazadnje tudi s cenami, ki si tako želijo iti, ne bo in to vse na škodo in občanov in nazadnje tudi naših brežiških podjetij. Kje pa je morda komunala dobra, to pa vedno znova opažam, ko se razpravlja z velikim poslovanjem, pridobivanju... 6 minut že razpravljati. Ok, bom končal, po pridobivanju raznih certifikatov. Spomnim se tistega družini prijazno podjetje, pa evo, tu se jaz tudi pridružujem kolegici Bojani Krivnik, ki je upozorila na zaposlovanje. Eni družini je še posebej prijazno to podjetje, pa imam za gospod direktorico vprašanje, na kakšni pravni podlagi prej zaposlila gospoda Zupančiča in njegovo soprogo, glede na to, da sta šla delati na neka druga podjetja. Znano pa je in na to opozarjajo tudi, ljudje, ki so blizu
poslovanja komunale, da takrat ni bilo nobenega razpisa, da ste jih ponovno zaposlili. Torej niste imeli nobene podlage za to, tudi če je morda pisalo v kakšni njihovi pogodbi, me zanima, na kakih podlagi vi to zaposlujete na javnem podjetju komunala, ljudi, brez katerih ste lahko bili, ne vem, 1 ali 2 leti, na to pa jih brez razpisa zaposlite in to breme očitno tudi v sklopu vseh teh stroškov prevalite na občanke in občane. Hvala. Hvala lepa za besedo. Jaz verjetno ne bi znal tako lepo povedati določenih stvari, kot so nekateri povedali. Bomo narediti malo bolj domače. Pri tej predstavitvi, kako sem prebral elaborat, so me zgodile vsaj 3 stvari. Eni o tem smo še nekaj rekli, vodne izgube 35%. Madonna 3,5 litra od 10 litrov nam steče ni. In če moramo sam del te vode, ki jo bolj prečrpamo, se nam tudi zgubi, ni čudno, da imamo tako visok strošek energije. In tukaj nismo dobri gospodarji, oziroma komunala, tukaj ni dober gospodar. To je enormna številka in previsok. Druga stvar so števci. Mi smo nič rekli, zamenjava števca, kljub temu, da plačujemo mesečno po položnici števčnino in smo jo dolžni zamenjati števc po 5 letih, zakonsko. Zamenjava števca stane 99,96 evrov. Ja, zakaj? Za 10 minut dela. To bi rad bilo, da se tudi obrazloži. In leto 2023 se bo zamenjalo 3000 števcev. Dajmo to skupaj bomo videli, da smo že tukaj Madonna na 300.000 evrov. Samo zamenjavi števcev. Druga, višamo ceno odvoza komunalnih odpadkov. Ja, 700 gospodinstv ne odvažamo tega, ker ne morajo prihati s kamionom. Ta številka je bila omenjena na srečanju predsednikov krajevnih skupnosti z županom in občinsko upravo. In če se ne motim, gospod župan, ste rekli, da če bi bila ta številka 40, bi še to nekako spremenilo. Ja, če ne moramo kupiti enega kamiona, ki bo lahko vršil tudi malo manjšo ulico, pa če ne znajo te šoferje veliko razvoziti, nekaj moramo tukaj narediti. In še zadnja stvar. Lansko leto, kar je Nataša govorila, plačevali smo dvojne račune. Krajevna skupnost Mrzlava vas ima dobropisa pri komunali 641 evrov, ki ga še zdaj nismo vnovčili. Ker ga ne moramo za vsako zadevo vnovčiti. So posebej ne za tisto, kjer je izvajalec podizvajalec komunali. In še zadnja stvar. Račun za pluženje. Krajevna skupnost Mrzlava vas ima nekaj kilometrov javne poti, oziroma krajevne poti. Račun za letošnjo pluženje in solenje za mesec februar je prišel 2164 evrov. 6 ali 5 let si predsednik krajevne skupnosti, nikoli nismo dobili tega računa, pa so bile tudi hujše zime. Ja. Tukaj vse te moje navedbe, vsaj meni kaže, da v tem podjetju nekaj reštimo. In tako se zdaj želje, da se enostransko odločamo, ne, brez da vemo, kakšno je dejansko finančno stanje, to ni zavajanje pa bi rekel nagajanje liste Igorja Zorčiča in Sonce, ampak je samo želja o enem odprtem čistem računu, da vidimo, ki smo. Hvala lepa. Hvala, s tem se zaključujemo razpravo. Zdaj danes bomo težko dali odgovore. Jaz pa mislim, da imate čas do jutra, komunala, da se pravi vse te odgovore. Jutri se dobimo v besedni sobi v 6, kot smo rekli, predsedniki in pa svetniki. V nadaljevanje seje bomo javno še vse te odgovore odgovorili. Jaz upam, da boste tudi pismeno pripravili in jih tudi meni pismeno posredovali. Jaz celo predlagam, da se te odgovore daje morda na našo spletno stran, ker je prav, ker je bilo tudi veliko takih stvari, ki niso čisto točni zdaj. Jaz rad je strokovno vse to narediti in se vidimo čez en teden. Za nadaljevanje.